Lep pozdrav vsem in dobrodošli na predstavitvi knjige Forum Sao Paulo in kulturna vojna, ki je nedavno izšla pri založbi Nova obzorja. Jaz sem Andrej Sekulovič, z mano pa sta avtor knjige Alejandro Pena Esclusa, venezuelski politik, kolumnist in vodja nevladnih organizacij Fuerza Solidaria in Uno America, ki je svoje življenje posvetil boju proti levičarskim subverzivnim dejavnostim in venezuelskemu socialističnemu režimu, pa tudi nekdani slovenski premier in prvak Slovenske demokratske stranke Janez Janša, ki je za slovensko izdajo knjige napisal uvod. Knjiga Forum Sao Paulo in kulturna vojna opisuje dejavnosti omenjenega foruma, med drugim pa tudi povezave levičarjev z mamilarskimi posli. Obenem pa je zanimiva zato, ker tudi širše sledi razvoju idej tako imenovane kulturne šole oziroma frankfurtske šole, se opravičujem, ki velja tudi za rojstni kraj tako imenovanega kulturnega marksizma in njen globalni vpliv. Zato je izrednega pomena tudi za slovenske bralce, saj se ukvarja z idejami, ki so še kako prisotne tudi v naši družbi. I am very happy to be here in Gorizia presenting the Slovenian edition of the Sao Paulo Forum Cultural Warfare. Very happy. This is the 5th language that this book is written, or published, I would say. It was written in Spanish, my original language, then translated into English, Portuguese, Italian, it's available at Amazon in Italian, and now Slovenian. I come from a very far away country, Venezuela, north of South America, and I will speak about the Sao Paulo Forum, and you will say, what do we have to do with the Sao Paulo Forum? We are in Gorizia, in Slovenia. Sao Paulo Forum is in Latin America. No relation at all. No, sir. There is a relation. 32 years ago, while your continent was liberating from communism, the Berlin Wall fell down, the Soviet Union disintegrated. One question. Are you listening okay? Is everything okay? May I continue? Yes. Gospod Janša, torej vi ste v svoji knjigi zapisali, da v bistvu v Sloveniji po osamosvojitvi ni bil, oziroma v svojem uvodu, da v Sloveniji po osamosvojitvi ni bil potreben tako imenovani dolgi pohod skozi institucije. Če je torej drugod po Evropi in Zahodu danes kulturni marksizem najbolj povezan z gibanji in idejami nove levice, ki se razvije konec 60-ih let prejšnjega stoletja, so se v Sloveniji te ideje nove levice nekako združile z nekakšno jugonostalgijo in strukturami iz prejšnjega režima. Torej, katere so po vašem mnenju glavne lastnosti kulturnega marksizma v Sloveniji, v katerih strukturah je najbolj prisoten in katere so njegove najbolj očitne negativne posledice? Ja, hvala lepa, lep pozdrav vsem skupaj. Hvala za tako množično udeležbo v teh prazničnih dneh. Zdaj, ko je padla ta ideja, da bi organizirali to predstavitev tukaj v Gorici, so rekli, sej takrat je v Italiji vse zaprto, ne bo nobenega od nikoder, no, zdaj ta dvorana dokazuje, da pač temu ni tako. Hvala, ker ste prišli, še posebej zato, ker verjamem, da velika večina med vami do tega vabila, ki ste ga dobili tako ali drugače, ni še nikoli slišala za forum iz Sao Paula. Je že kdo prej slišal za to? Jaz moram reči, da sem za ta forum sam slišal šele pred leti. In potem kogarkoli sem vprašal, ali pa ko smo debatirali o teh stvareh, posod je bila pač tišina in začudenje, kaj to sploh je. Tako da na začetku najprej seveda zahvala avtorju te knjige. Thank you, Alejandro, for writing this and many other books explaining this situation. Thank you for coming here during those days. We appreciate a lot. Zadeva, ki pa je neposredno
verjetno botrovala temu, da smo relativno hitro dobili prevod te knjige. Pa je en stavek v tej knjigi, saj ko jo boste prebrali, bo tudi pri vas to sprožilo neko razmišljanje ali pa neko refleksijo. Alejandro je v tej knjigi napisal tudi, da je ta forum posegel v politiko Evrope in da so nekatere stranke, ki so nastale v zadnjem času po Evropi, neposredno spodbojene ne samo z ideologijo, ampak tudi z denarjem iz Latinske Amerike pod okriljem foruma iz Sao Paula. Alejandro je že omenil stranko Podemos v Španiji. Ta stranka je skupaj s socialisti del vladajoče koalicije, brez njih ne bilo španske vlade. Zdaj, v Sloveniji imamo podobno stranko, ki je tudi v sedanji vladni koaliciji, to je stranka Levica. Ko je ta stranka nastajala, smo pač lahko videli, da ljudje, ki so jo ustanavljali, da so bili ne samo povezani, ampak da so bili nekateri zaposleni na takratni venezuelski ambasadi. So to explain also to Alejandro, in Slovenia we have a similar political party like Podemos in Spain. It is called Levica, left party, and the people who established this party work at the Venezuelan embassy. And this party is part of the governmental coalition in Slovenia now. So the situation we have here is not so much different than the situation in Spain. To ni edina primerjava. Zdaj ta knjiga, teh 100 strani tega teksta, ko boste to knjigo prebrali, ne boste samo dobili pogled v to, kar se dogaja v Latinski Ameriki, to je pač del celine, kjer živi več ljudi kot v Evropi, ki ima izjemna naravna bogatstva, ki vpliva tako ali drugače tudi na dogajanje okrog po svetu, neposredno tudi pri nas, kot smo nekateri opazili, večina pa niti ne. Ampak ker so vzorci, ki so opisani v tej knjigi, zelo podobni temu, kar srečujete tudi v Sloveniji. Ne samo v zahodni Evropi, kot je bilo omenjeno, ampak tudi pač v državah tako imenovanega postkomunističnega sveta, kjer marsikaj, kar je moral na nek način kulturni marksizem v zahodni Evropi ali v Latinski Ameriki šele doseči, v Sloveniji je bilo to že narejeno v času enopartijskega sistema, pač komunistične diktature. Ker so bile takrat zavzete institucije in veliko teh institucij se pač ni demokratiziralo, reformiralo, tranzicija je bila polovično narejena ali pa ponekod sploh ne. In neposredno z največjo vnemo so bile branjene ravno te točke, o katerih kulturni marksizem govori, konkretno Antonio Gramsci, da jih je treba najprej zavzeti. Medije, kulturne institucije, šolstvo, vse tam, kjer se oblikuje pač javno mnenje, zavest. Del tega pa je seveda tudi v Sloveniji in v ostalih državah postkomunističnega režima, postkomunističnega sistema bilo potrebno zavzeti in to se je dogajalo po zelo podobnih formulah. Zdaj, ko je leta 2004 v Sloveniji nastal Forum 21, smo se mnogi spraševali, odkje to ime. Težko rečemo tukaj za 100%, ampak zelo verjetno so se tisti, ki so tej instituciji dali ime, zgledovali po forumu iz Sao Paula. Ker tudi nekatere razprave, ki so jih tam organizirali, so bile pač razprave o tem, kako
skozi institucije pač izvesti ta družbeni inženiring. In v veliki meri je to v Sloveniji uspelo. Zdaj, še vsej zadnja leta spremljamo rezultate javnomnenjskih raziskav, zdaj kakšen odnos imajo posamične starostne kategorije do nekaterih temeljnih vrednot in gre na slabše. Nižja starostna kategorija, več je zmede. In eden od pač temeljnih postulatov kulturnega marksizma je, in to je v tej knjigi zelo dobro opisano, je tem, da je pač potrebno ustvariti iz svobodnih posameznikov degradirano množico, ker je pač z množico, ki ne zna ločiti, kaj je prav in kaj je narobe, bistveno lažje manipulirati. In v Sloveniji imamo tega na vseh korakih toliko, da se samo sprašujemo, od kje to prihaja. V tej knjigi je veliko odgovorov na to vprašanje, od kje to prihaja. In tisti, ki kaj pač spremljate tudi dogajanje po svetu, še posebej po zahodnem delu, Zahodna Evropa, Združene države, vidite, da to ni samo neka slovenska posebnost. Slovenska posebnost je v tem, da veliko tega, kar so druge šele morali narediti, je bilo pri nas na nek način že narejeno v času socializma. Zdaj prišli smo celo tako daleč, da Slovenija ni žal neka svetla točka na tem zemljevidu. V nekaterih primerih je zelo temna točka. Zdaj, ko smo spremljali recimo v teh predbožičnih dneh voščila multinacionalnih podjetij, kot so Lidl, Spar in ostalih, ki so pač voščili svojim strankam, potrošnikom ob božiču. Na Hrvaškem so voščili vesel božič, v Avstriji so voščili vesel božič, v Italiji so voščili vesel božič, na Madžarskem so voščili vesel božič, ampak ista firma v Sloveniji je voščila lepe praznike. Božiča ni bilo. Se pravi, počasi vse to odpraviti iz splošnega besednjaka. No in za konec, veliko je za povedati, mislim, vsako poglavje v tej knjigi je za eno tako okroglo mizo. To je ena najbolj vsebinskih knjig, ki sem jih jaz prebral v zadnjem času. No, ampak zelo zanimivo je tudi na strani 27. Avtor te knjige piše o tem, kako je pač Antonio Gramsci, ki je utemeljitelj, on je ustanovitelj italijanske komunistične stranke, piše, kako je, kaj je svetoval, kakšno ravnanje je Gramsci svetoval v primerih, ko se nekdo upre temu kulturnemu marksizmu, in našteva, kako je treba tiste posameznike izolirati, zasmehovati. Ljudem, ki pač temu prisluhnejo, je treba degradirati, jih imenovati za primitivne, neurbane, skratka vse neke slabšalne pojme za to, da se pol ostali ustrašijo, da bi to naprej razlagali pa nasprotovali. In zdaj to govorim zaradi tega, ker zdaj, ko bo ta knjiga pač dosegla malo širši odmev, se bo v Sloveniji dogajalo isto. Se pravi, če vas bo kdo videl s to knjigo, pa bo pač z tabora kulturnega marksizma ne bo rekel, da pač imate vi neke argumente, ki jih je potrebno poslušati, pa soočiti z drugo platjo, pa potem v dialogu priti do neke rešitve, ampak vas bodo skušali diskreditirati.
da ste kmetavzari, da nič ne veste, da so to neke nazadnjaške stvari, da je svet šel naprej, da je to danes drugače. Skratka, vse to, kar se pač uporablja iz tega arzenala kulturnega boja. Torej, verjamem, da v tej dvorani nikogar, ki bi prebral to knjigo in bi potem branil rekel, to pa je že vse vem, nič ni novega. Jaz sem veliko knjig prebral v življenju, nekaj sem jih tudi napisal, ampak ko sem to knjigo prebral, se mi je pojavilo veliko odgovorov na vprašanja, ki si jih vsak dan zastavljamo, zakaj so stvari takšne, kot jih vidim. Pa je res, da samo jaz tako vidim zadeve, vsi ostali pa to pač vidijo drugače. Zdaj, v zadnjem mesecu sem bil tudi osebno v Latinski Ameriki, kjer še posebej v teh državah, kot so Mehika, Nikaragva, Kuba, sem srečal predsednike teh opozicijskih strank, ki mnogih delujejo v izgnanstvu, v ilegali, ko so razlagali o usmrtitvah tisočih političnih zapornikov, kruto ravnanje, tudi Alejandro je bil več kot leto v zaporu, ko je omenil zaradi tega, ker je pač skušal razgaliti, kaj se dogaja, oziroma kaj je v ozadju vsega tega, kar je v Latinski Ameriki pripeljalo do situacije, ko je praktično zavzeta z kulturnim marksizmom. In to kljub temu, da vsak je bil kdaj na Kubi ali pa v Venezueli ali pa v Nikaragvi, tam vidi to, kar se je videlo včasih v Sovjetski zvezi ali pa ne nazadnje v Jugoslaviji, se pravi revščino, ljudi, ki odhajajo, mladi, ki nimajo perspektive, ampak kljub temu se pač recimo vse to naravno bogatstvo, ki ga ima Venezuela. Venezuela je bila pred desetletji ena najbolj cvetočih, najbogatejših držav na svetu, ne samo v Latinski Ameriki. Danes je četrtina prebivalstva zaradi revščine in diktature pobegnilo. Ampak še vedno, recimo, sem šel prav malo gledati za zadnjih nekaj let, koliko se je v Sloveniji pisalo o trpljenju ljudi iz Venezuele, nekaj se je, tudi nekaj beguncev je prišlo, slovenskih korenin nazaj v Slovenijo, ampak 10-krat več se je pisalo o nekem čudaku Bolsonaru v Braziliji, vse živo je bilo narobe z njim, polno propagande je bilo proti njemu, predvsem zaradi tega, ker je bil on en prvih, ki se je pač temu forumu iz Sao Paulo uprl. V slovenskih medijih o njem ni bilo ene same pozitivne besede. Še takrat, ko je bil atentat nanj in je komaj preživel, so bolj opravičevali tistega, ki je atentat naredil, kot pa njega. In zdaj je predsednik Brazilije, države, ki ima 300 milijonov ljudi, eden od dveh ustanoviteljev foruma iz Sao Paulo. Lula da Silva. Ko je bil prvič predsednik Brazilije, sem ga nekajkrat srečal. Vedno se mi je postavilo vprašanje, kako je mogoče, da je nekdo tak pač predsednik države, ki ima 300 milijonov ljudi. Nerazumljivo mi je bilo, ker tako v pogovoru moram reči, da je še nekdanji sindikalist slovenski Dušan Semolič deloval kot pravi gospod proti njemu. Tako da stvari so šle res daleč in mogoče v nadaljevanju maybe we would also ask you, you wrote this book and published in May 21, so more than a year and a half ago. So there was not very positive development, there has been not very positive development since that date in Latin America. So maybe later, during the question time, you can describe us what's the current situation, because it's even worse than it is described in this book. Za uvod dovoljno, jaz verjamem, da če bi to knjigo že prebrali, pa pol prišli sem, bi tukaj razpravljali do večera.
Tako pa bo treba organizirati še eno podobno srečanje. Jaz verjamem, da bo Alejandro, ki trenutno živi v Torinu, on je moral najprej pobegniti iz Venezuele, dobil azil in državljanstvo v Kolumbiji, tudi s pomočjo našega skupnega prijatelja Pastrane, bivšega kolumbijskega predsednika, ki je zdaj tudi predsednik centristične internacionale, jaz sem tam podpredsednik, to je nekdanja internacionala krščansko-demokratskih strank, zdaj razširjena z konservativnimi strankami. No, ampak nedavno je tudi v Kolumbiji zmagal bivši terorist Petro in gospod Alejandro je moral iskati novo zatočišče in zdaj čaka na politični azil v Italiji. In trenutno, dokler ta azil ni odobren, tudi ne more iz države in to je tudi en od razlogov, da je prva predstavitev tukaj v Gorici. Hvala lepa. Hvala, gospod Janša. Mr. Eskloza, I have another question for you. So it seems that while in the past the left was closely connected with the Marxist and socialist economic politics, today the modern leftists around the world don't have a problem cooperating with big international, essentially capitalist multi-corporations if they share the same woke cultural agenda. How do you comment this, and is this also the case in Latin America? Yes, it's something difficult to understand, that most Marxists are being promoted by international capitalism. And one would say they should be enemies. No, because there is a new concept of international capitalism that goes against nationalism, the defense of the nation. This international capitalism, let me change the name, globalism. Globalism fights against the concept of nation state. The same as Marxism. So what unites Marxism and globalism is that they both hate religion, family, and the nation state. That's how they unite. So people like George Soros, for example, finance these NGOs, Marxist NGOs, with the agenda of destroying family. How do you destroy family? You're destroying by promoting consumption of drugs, legalizing drugs. You destroy by gender ideology. You destroy by abortion theories. So globalism and cultural Marxism have the same interest. Ja, to vprašanje je pač tudi eno od vprašanj, ki je tudi mene dolgo mučilo, kako je možno, da pač nekatere multinacionalne korporacije isto podpirajo to ideologijo kulturnega marksizma. Ker mi smo pač zrasli v nekem svetu, kjer je pač bilo razlagano in učeno po pač teoriji klasičnega marksizma, da so multinacionalke pač del problema, da se treba boriti proti imperializmu in orodje imperializma so pač multinacionalne korporacije. Seveda je to v neki schemi, kateri del smo tudi mi bili, klasičnega marksizma proti kapitalizmu, dejstvo. Ni pa to več dejstvo v pogojih kulturnega boja. Zdaj, da bo to razumljivo, mogoče še par stavkov o sami razliki. Zdaj, v komunističnem manifestu, ki je bil napisan skoraj 200 let nazaj, piše, da zato, da se ustanovi ali pa da se vzpostavi brezrazredna komunistična družba, je treba najprej razgraditi staro. Da se razgradi staro družbo, zato da se pač postavi novo, je potrebno razgraditi družino, narod, vero, zasebno lastnino in zasebno šolstvo.
Klasični marksisti so pač verjeli in učili, da je to pač možno doseči z revolucijo. Se pravi, prevzameš oblast in pol vse to uničiš. Ne. Antonio Gramsci, potem, ko je ustanovil komunistično partijo Italije, je tam v začetku 20. let, mislim, da leta 2022, je pa v knjigi to bolj natančno opisano, potoval v Sovjetsko zvezo na sestanek Kominterne, te komunistične organizacije. In ko je potoval po Sovjetski zvezi, je videl, zdaj, kako količino represije je moral takrat sovjetski režim uporabljati za to, da je nekako vladal, ne? Ker so se ljudje temu upirali, ker so pač verjeli v druge stvari, ne? Kot jih je takrat Lenin učil. In ko je prišel nazaj in tudi potem, ko je pač začel pisati svoje tekste oziroma beležke, ne, je on zadevo obrnil. Je rekel, najprej treba ljudje prepričati, da je to, v kar sedaj verjamejo, slabo. Ne, in ko bodo oni verjeli, ne, da je to slabo, potem lahko začnemo vzpostavljati nekaj novega, se pravi marksistične temelje družbe. Zato pa, da ljudi prepričamo, da to, v kar zdaj verjamejo, da je to slabo, je pač treba zasesti medije, šolstvo, vse te univerze, inštitute, skratka vse te ustanove, ki oblikujejo javno mnenje, ker mnenje se ne oblikuje samo. Ne? Nekje slišiš, nekje prebereš, nekje vidiš in na podlagi tega se ti pač stališče oblikujejo. Ne? Vsem ljudem. Ne? In seveda ta pohod, ne, tako imenovani pohod skozi institucije je bil v rekel, klasičnih demokratičnih državah, ne, brez neke komunistične revolucije, relativno počasen. Tukaj je, v tej knjigi je to opisano rekel, zelo preprosto in zelo natančno, zato da je razumljivo. Zdaj, Slovenija pa pač vzhodna Evropa z nami, srednja Evropa, pa je imela nasilno, ne, komunistično revolucijo in ta je uničila veliko institucij. Zato ta pohod marsikje niti ni bil potreben. Se je samo nekaj, kar je bilo narejeno z metodami klasičnega marksizma, nadgradilo z metodami kulturnega marksizma. In ta konglomerat je situacija, ki jo imamo trenutno v Sloveniji, kjer se institucije, ki so navidezno demokratične, zlorablja za promocijo kulturnega marksizma in za uničevanje teh temeljev zahodne ali pa judo-krščanske civilizacije. No, zakaj pa to? Zakaj je pa prišlo do tega stika med globalizmom, med interesi recimo nekaterih multinacionalnih korporacij, pa še posebej mednarodnega špekulativnega finančnega kapitala in kulturnim marksizmom? Zaradi tega, ker cilj obeh je posameznik, ki nima korenin. Za korporacije potrošnik, ne, do katerega ti lahko prideš brez tega, da bi mu nekdo v družini rekel, to, kar vam pa ponujajo v tej reklami, pa ni v redu. Ne. Se pravi, že pri otrocih, ne, otroci gleda reklamo, se mu zdi fajn in to pač ne. Zdaj, če mu nekdo ne reče, ne, ni vse tako, ne, potem pač ne bo šel v trgovino in to kupil, ko lahko. Ne. Zelo preprosto rečeno. Enako je pri, ne vem, pri državi narodov, ne, ker ne, vsak narod ima svojo identiteto, nek vrednostni sistem. Na podlagi tega sistema pač ne, imaš tudi potem čisto, ko gre za konkretne, rekel, potrošniške izbire, neke svoje vrednote. Ne. Drugačne so v našem svetu, drugačne so v muslimanskem svetu in tako naprej. Z vidika multinacionalke je to ovira. Ne? Oni bi rad, da so vsi enaki, da isti produkt povsod prodajaš z isto reklamo, ne? Če hoče, da stvari čisto poenostavim. Pri finančnem kapitalu je pa stvar še bolj preprosta. Ne? Zdaj, tisti, ki ima veliko milijard in te milijarde posoja,
za velike obresti. Koga mislite ima raje? Neko državo, ki ima konzervativno vlado, ki zna gospodariti z javnimi financami in ustvarja gospodarsko rast in to investira, ali neko vlado, ki veliko troši, najema kredite, plačuje drage obresti. Ja, valjda te, ne? Valjda te, ker mednarodni finančni kapital ima najrajši države, na čelu katerih so socialistične vlade, ki veliko zapravljajo, se veliko zadolžujejo in mu plačujejo visoke obresti. Zato George Soros financira vse žive levičarske organizacije, tako imenovan Open Society Fund, to je ta sklad odprte družbe, financira vse živo, tudi protestnike v Sloveniji, prvič v velikem obsegu leta 2012, ko se je pač razpaslo to protestiranje tako imenovanih ljudskih vstaj. Zdaj, kaj je za njih ljudstvo? Za njih ljudstvo ni seštevek Janeza, pa Franca, pa Micke, pa nekih posameznikov z lastno identiteto. Za njih je pač ljudstvo amorfna masa, ki nima svojega stališča in je stališče to, kar oni rečejo. Nikako več prav, mi smo ljudstvo, je kdo te izvolil. Tle ni volitev vmes. Ampak to ne bi obstajalo, ker pač nihče, ki se mora boriti za preživetje, nima časa, da vsak petek protestira cele dneve. Nekdo mora to financirati in ta denar prihaja. Ta denar prihaja zdaj v Latinski Ameriki z strani kartelov. Noben problem. Zdaj, ko na katerem kanalu sem gledal, ko je bilo rečeno, da je v Braziliji spet zmagal Lula da Silva. Zdaj, najbolj glasno proslavljanje je bilo v teh predelih Rio de Janeiro, kjer domujejo mamilarski karteli. Tam so najbolj slavili, ker je pač njihov človek prišel spet nazaj na oblast. Tako da stvari, ki se nam zdijo navidezno protislovne, so marsikje iste, so povezane. Samo pač dokler ne vidimo primerov, si to težko znamo razložiti in recimo še posebej za nas, ki smo pač del generacije, ki je rasla gor v nekem režimu, rekel, klasičnega marksizma, se zdijo nekatere stvari čudne, ne gredo skupaj. Odkje ta povezava med marksizmom pa globalizmom. To bi moglo biti nasprotno. Ni nasprotno, vsaj ne v vseh stičnih točkah. In zdaj, če skončam čisto konkretno, zdaj, če je komunistični manifest pač postal kot pogoj za to, da se ustvari brezrazredna družba, uničenje oziroma razgradnja družine, naroda, vere, zasebne lastnine in zasebnega šolstva, je pač kulturni marksizem od Gramscija naprej nekatere stvari dal v oklepaj. Zdaj, Alejandro zelo nazorno v tej knjigi piše, kako se je delavski razred zamenjal z vsem, kar je možno postaviti v kontekst deprivilegiranih, in na koncu so deprivilegirani vsi, razen v Ameriki beli moški. Drugo so vse deprivilegirane skupine. Vsakega lahko nekam pač vtakneš in se na ta način skuša narediti nek nov razred, ki naj bi ga pač kulturni marksizem zastopal. In glede na to, da je pač zasebna lastnina nekaj, kar je na nek način rekel, tako ali drugače, temelj funkcioniranja vsake družbe, tudi v socializmu so najprej hoteli denar ukiniti, pa ga pol niso. Se pač ti instrumenti samo izkoriščajo, so tudi uničenje zasebne lastnine dali v oklepaj. Razen v Sloveniji. Pri nas imamo v stranki Levice poslance, ki bi podjetnike z bajoneti v morje
in nacionalizirali vse, kar je v zasebni lasti. Se pravi, mi smo tukaj, ne, rekel, še eno stopnjo nazaj, ne, kar se tega tiče. Ne. Celo Gramsci je pogruntal že leta 2022, da propagiranje uničenja zasebne lastnine ne bo šlo, ne. Je treba to dati malo na stran. Ne. Zdaj Luka Mesec v Sloveniji pa rekel, spet verjame v to. No. Tle smo zelo posebni tudi, kar se tega tiče. Torej, še enkrat, ta knjiga odgovarja tudi na mnoge dileme, ki so se nam pojavljale v zadnjih 30 letih, kako je neka stvar, ki bi morala biti protislovna, v bistvu mogoče. Short remark. I want to state very clearly that maybe some of you might think, oh, this fight is impossible. It's globalism allied to Marxism. They're too powerful. We cannot defeat them. So. Torej, za konec bi vas še pozval, če bi kdorkoli imel kakršnokoli vprašanje za današnja gosta. Jaz sem se oglasila, zakaj, najprej bom v slovenščini, pa bom potem tudi oglasila. Ne vem, zakaj čutim to, da se moram oglasiti zaradi Božiča, zaradi našega praznika slovenskega. Mi doma se veliko pogovarjamo. Jaz imam 2 mladoletnici, ena je 18 in ena je 21 let stara. Veliko se pogovarjamo in prav v tem času smo se pogovarjali. Torej, jaz mislim, da vse izhaja iz družine. Družine kot osnovne celice in mislim, da se moramo mi kot starši boriti za to, da naše otroke vzgajamo v duhu torej, kulturnih vrednot, družinskih vrednot, osebnih vrednot. In če bomo mi starši popustili, potem naši otroci v bistvu ostanejo sami in jih potem seveda te sile oduzamejo, jih vzamejo na svoj kraj, svoj konc in smo jih izgubili. Soltanto una piccola cosa, i ragazzi non si perdono spontaneamente, sono vittima, si dice vittima, di un piano del marxismo, un piano organizzato del marxismo per destruire la gioventù con la droga, con l'ideologia di genere, con il relativismo, con il edonismo, si dice anche edonismo, cercare soltanto il piacere e non e dimenticare lo bello che è la vita quando uno lavora per alguna cosa importante, per servire a altre persone, i valori cristiani. Il ragazzo si perdono perché sono vittime e dobbiamo lottare contro queste persone e questa ideologia che vogliono distruggere il nostro figlio. Ljubica, tudi iz Goriških Brd. Jaz bi nadaljevala to od teje. Jaz imam pomisleke v naši slovenski politiki. Ne? Ta globalizem oziroma kulturni marksizem, eno je ta stanovanjska gradnja, ne? Ki jo zdaj tako propagiramo, ne vem, 30.000 stanovanj, naš Luka Mesec in ta novi minister, ki bo. Vse to mi kaže nadaljevanje od družine oziroma od starih staršev. Že naša socialistična gradnja, če si pogledamo Novo Gorico, ta stanovanja 50-60 kvadratnih metrov, misca za 4, ne? Torej mama, tata in 2 otroka, ne? Nona in nono niso imeli kje več biti, ne? In to danes, jaz gledam našo vas, kjer bo v 5-10 letih pol hiš, vil, 400 kvadratov praznih, ker ni otrok. V naši vasi je 30 mladeničev, vas 450 ljudi, ki nima ne žene, ne pupe, ne otrok. In mi bomo zdaj lazili v Ljubljano, v Novo Gorico, v stanovanja 60-70 kvadratov, ki jih bomo plačevali vsi mi z našimi penzijami. Drugo mi je izobraževalni sistem, šola. Lejte, pazite zdaj, kaj se dogaja s to uvajanje LGBT ideologijo v šole in celo v vrtce. Tudi tukaj je naš socializem v Jugoslaviji imel svoje korenine.
Zakaj smo mi naredili podaljšano bivanje v šolah? Da so otroci cel dan proč od nas, proč od staršev, kar je pa še najbolj grozno, proč od nona, nonotu, ki so jim dajali včasih zgled. Hvala za enkrat. Ja, gledajte, sej to je, kar ste povedali, v bistvu dopolnitev knjige, ne, sej to je to. Zdaj, mogoče še kje v kakšni knjižnici najdete kakšne brošure tam iz 50 let prejšnjega stoletja, kako zgraditi socializem. In pač tam niso, to je bil klasični marksizem, niso leporečili, natančno piše, kako je treba pač ljudi spraviti iz kmetij v kolhoze, iz hiš v stanovanja, razbiti družine, da je to, niso se slučajno gradili takšni bloki in takšna naselja. Ne. In če danes gledate tudi, ne vem, sliko volilnih rezultatov v Sloveniji, ne, več je blokov, boljši je rezultat za levico. Ne. Ker je pač, kot ste rekli, 60 kvadratov, televizijski ekran in to je to. In to se tudi v interesu pač tega dela kapitala, ki nas želi zgolj kot potrošnike, ne. Brez tega, da je kdorkoli vmes, ki bo pač postal kakršnokoli oviro v smislu vrednot. Se pravi, tukaj je kulturni marksizem, globalizem ima ta isti cilj, se pravi, posameznik, ki je del amorfne mase, do katerega lahko prideš brez kakršnih koli moralnih ovir, ne, moralna vera, če bi to zelo konkretizirali, to je 10 božjih zapovedi, ne. Tam so vsi nauki, ki omogočajo, da ljudje živimo v neki znosni, strpni družbi. Pa tudi brez tehničnih ovir, ne, ki pa jih seveda predstavljajo zakoni neke države, samostojne družbe, pravila in tako naprej. Ne. Tako da, ne vem, to stanje, ki ga imamo danes, no, to odgovarjam na te, bi bilo še bistveno slabše, če ne bilo družin. Družina je zadnja ovira, družina je tista celica družbe, ki je preprečila, da bi recimo v pol stoletja, rekel, klasičnega marksizma, ne, ki je bil podlaga za socialistični sistem v Jugoslaviji, dejansko ustvarili to, kar so v veliki meri uspeli ustvariti na Kitajskem. Danes. Kitajska je tak poseben eksperiment, in delno to omenjam v tem predgovoru, kjer z rezultatom, katerega se bo človeštvo v prihodnjih desetletjih, se bo in že letih, ne naslednjih, še zelo ukvarjalo in se nam bo zdelo, da vojna v Ukrajini ni največja stvar, ki nas ogroža. Tako da, glejte, še enkrat, no, to knjigo se splača prebrati, mnoge odgovore boste dobili, ne, zdaj tisti, ki boste te odgovore najdli, širite te odgovore tudi naprej, ne. Jaz mislim, da je zelo veliko ljudi v Sloveniji, ki se danes sprašuje, kako je mogoče, da smo v tej situaciji, da je stanje takšno, kot je, da ni takšno, za kakršnega ali pa kakršnega smo imeli v predstavah, ko smo glasovali na plebiscitu, recimo za samostojno državo, ali pa šli prvič na večstrankarske volitve, pa tudi tisti, ki živite pač na tej strani meje, ne, v Italiji. Mnogo vprašanja, mnoge dileme so podobne, ne. Zdaj, v Evropi ni foruma iz Sao Paula, ne, je pa ta kulturni marksizem zelo globoko v številnih institucijah Evropske unije, v številnih nacionalnih institucijah, ne samo v Sloveniji, podobni prijemi so povsod, ne, in do tega ne prihaja zato, ker se isto stvar spomnijo na 10 različnih koncih, ne. Do tega prihaja, ker je pa zadaj neka ideologija, ne, ki se jo zanika, ki se jo skriva, zato tudi
verjetno mnogi do danes niste slišali, kaj to je sploh, ne, Forum iz Sao Paula, ne, čeprav je to pač neka institucija, ki je neposredno vplivala na, rekel, življenje in smrt, ne, 100 milijonov ljudi. Zdaj, jaz ne vem, če za Evropo obstaja tak forum, ne, za Slovenijo je obstajal nekaj časa, zdaj verjetno še vedno obstaja, sem se ne sestajajo, ker tisto jim ni glih koristno, ne, odprto. Čutimo pa te povezave, ne. Čutimo pa te povezave, ne. Zdaj, ko recimo se v teh mednarodnih institucijah srečujemo z predstavniki vlad držav, kot je Španska recimo, ne, Portugalska trenutno, ne, vidiš, da pač govorijo iste stavke, ne, so stvari koordinirane, gre vse v isto smer, nekje pač ta koordinacija mora potekati, ne samo v smislu neke ideologije, ampak tudi v smislu nekega usklajevanja praktičnih korakov, ne. Kot piše Alejandro v tej knjigi, ne, po vsakem letnem sestanku foruma iz Sao Paula, kjer se je tudi pač objavila kakšna slika, pa neko sporočilo in tako naprej, so se sestajali še posebej, ker so se pa dogovorili zelo konkretno, ne, za stvari, ki jih ne obešajo na veliki zvon, se pa to potem vidi na ulicah, protestih v Čilu, v Kolumbiji, ne, kjer se je dogajalo zelo podobno, kot se je dogajalo tudi v Sloveniji v času covida. Ne, isti vzorci, iste parole, mi smo ljudstvo. Pač v demokraciji si ljudstvo toliko, kolikor glasov dobiš na volitvah. Ne more pa se nekdo proglasiti za ljudstvo in potem voljene predstavnike tam postaviti na Trg Republike, pa jim naročati, kaj naj delajo. Ne. In oni pridejo, ne, se pravi, se zavedajo, da je nekje nekdo, ki pač ne, jim daje to moč. Ne. Marsikaj, kar se vam je zdelo čudno, tudi malo bizarno, ne, in kar smo spremljali v zadnjih letih, ne, se vam bo pokazalo v drugi luči, ko boste prebrali to knjigo, tako da toplo priporočam.